Dragi Slovenci, prijatelji od vse povsod, cenjeni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter podpredsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovani veleposlanik, gospod Oto Pungartnik, spoštovani generalni komisar Slovenije za Expo, gospod Matic Vovk, drugi visoki predstavniki Republike Slovenije, slovenski gospodarstveniki, dragi prijatelji. Slovenska himna nas vedno znova poveže in vedno enako lepo poboža našo dušo. Danes to velja še toliko bolj. Sredi okolja, ki je tako zelo drugačno od naše Slovenije, tisoče kilometrov stran od našega doma in v deželi, ki se Slovenijo šele dobro spoznava, je Zdravljica zdaj delovala kot blagodejen klic k ponosu zaradi vsega, kar smo in kar dobrega zmoremo. Prešernovi verzi so večni, kakor je večna resnica o tem, da nam gre najbolje, ko tekmovanje nadomestimo s sodelovanjem. To je tudi misel, ki je pred poldrugim stoletjem spodbudila predstavitev in postavitev prve svetovne razstave velikih industrijskih izdelkov vseh narodov in je ostala živa vse do danes, ko smo tudi mi del največjega Expa v vsej zgodovini. Spoštovani veleposlanik, gospod Oto Pungartnik, spoštovani poslanki, gospa Mateja Udovč in Monika Gregorčič, ostali prisotni na današnjem dogodku. Danes je za Slovenijo velik dan. Dan, ko končno slavnostno odpiramo tako zelo opevani slovenski paviljon. Paviljon, ki nam ga zavida večina držav udeleženk. Paviljon, ki na prvi pogled vzbuja poglede in je tako zelo priljubljen med obiskovalci. Slovenska zgodba na Expo 2020 v Dubaju se je začela leta 2016, ko je Slovenija kot tretja po vrsti podpisala pristopni sporazum za sodelovanje na omenjeni razstavi. Zasluga za to gre v prvi vrsti ministru Počivalšku, ki se kot dolgoletni gospodarstvenik še kako dobro zaveda pomena sodelovanja države, kot je Slovenija, na tovrstnih dogodkih. Tudi kasneje smo bili vse skozi med prvimi. 6. po vrsti smo zgradili slovenski paviljon in nekaj tednov kasneje pridobili BCC. Tudi pri pripravi programa in opremljanju smo bili vse skozi med najaktivnejšimi in smo pravili delo, ki nam ga zavidajo mnogi udeleženci tokratne svetovne razstave, tudi precej večji in bogatejši od nas. Vse to nam ne bi uspelo brez fantastične ekipe na čelu z direktorjem paviljona in podporo agencije Spirit Slovenija kot nosilcem projekta. Pomemben delež k temu je dodala tudi Slovenska turistična organizacija, Protokol Republike Slovenije ter številna ministrstva, s katerimi aktivno sodelujemo še danes. Vsekakor pa nam definitivno to ne bi uspelo brez podpore in suporta ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Gospod Počivalšek je za današnjim dnem podal še dodatno težo in pomembnost temu dogodku. Prepričan sem, da naš paviljon ne bo samo lepa lupina, ampak jo bomo predstavili s kvalitetnim programom in interaktivnimi vsebinami. Imamo 11 poslovnih delegacij, prvi poslovni forum je med drugim že za nami. Imamo preko 150 prijavljenih podjetij, predstavljala se bosta oba največja mesta, tako Ljubljana kot tudi Maribor, 5 regij ter številne druge aktivnosti in dogodki. Če zaključim. Pred nami je intenzivnih, vendar zanimivih 6 in še kako pomembnih 6 mesecev. 6 mesecev, ki znajo determinirati nadaljnje pozicioniranje Slovenije v tem delu sveta. Ne bom govoril o tem, kaj bo po Expo, pomembno je predvsem to, da se izkoristi neverjetna priložnost, ki nam je dana in da vsi skupaj, kar se da dobro, izkoristimo in s ponosom predstavljamo barve Republike Slovenije. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej zgodbi, hvala vsem, ki sodelovali še boste. Hvala vsem na trudu in hvala vsem, da ste si vzeli čas in se udeležili današnjega dogodka. Veseli smo in prepričani ste lahko, da vam bodo vrata našega paviljona vedno odprta. Hvala. Bilo je leto 2016 in bilo je vprašanje, ali bomo zraven tudi mi. Tukajšnji gostitelji Expa so v pogovorih z državami oblikovali partnerstva, ki se danes kažejo v osupljivih paviljonih in dogajanju, ki bo brez dvoma navdušilo svet. Slovenija je rekla da.
in s tem tlakovala pot sodelovanju na Expu 2020 na način, ki edino prav zares šteje, z lastnim paviljonom. V res veliko čast nam je, da se lahko na tem mestu zahvalimo za pogum za sprejeto odločitev o sodelovanju Slovenije na Expu 2020 in hkrati povabimo k besedi istega človeka, to je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter podpredsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Zdravko Počivalšek. Gospod minister, prosim. Spoštovani veleposlanik Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih, ekscelenca gospod Oto Pungartnik, spoštovani poslanki, predsednici najprej Odbora za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Mateja Udovč, in predsednica Odbora za zunanje zadeve Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Monika Gregorič. Spoštovani predstavniki slovenskega gospodarstva, dragi gostje. Moram povedati, da z navdušenjem danes v Združenih arabskih emiratih izrekam dobrodošlico ob otvoritvi težko pričakovanega Expa 2020 leta 2021. Gre za največji mednarodni dogodek v tem in prihodnjem letu, ki bo trajal do konca marca leta 2022. Naš unikaten slovenski paviljon bo 6 mesecev ponujal obsežen program poslovnih dogodkov, od poslovnih forumov za predstavitve slovenskih prebojnih idej, do strokovnih pogovorov in vse do mreženja slovenskih podjetij z obiskovalci iz vsega sveta. Prepričan sem, da so Združeni arabski emirati izjemno zanimivi za slovenska podjetja. To dokazuje tudi blagovna menjava, ki je v letu 2020 znašala 123 milijonov evrov, vendar smo prepričani, da je še veliko prostora za nadgraditev teh rezultatov v obeh smereh. In verjamem, da bomo te priložnosti prihodnje tudi izkoristili, na koncu koncev bomo s temi stiki najprej na političnem nivoju nadaljevali jutri, ko se srečamo z njihovim ministrom odgovornih za gospodarstvo, gospodom Almarijem, in s tem, ko boste podjetja tukaj na Expo 2020 dobila priložnost, da predstavite svoje ideje, produkte in najdete nove poslovne partnerje. K temu pa bo zagotovo pripomogla tudi nova letalska neposredna povezava med Ljubljano in Dubajem z družbo Fly Dubai, za katero verjamem, da je v veliki meri prispevala naša odločitev, da se z svojim paviljonom odločimo sodelovati leta 2016. Ni bilo vprašanje, ali bomo sodelovali ali ne. Bilo je vprašanje, ali se bomo odločili, glede na razdaljo, oddaljenost in probleme, ki so s tem povezani, za svoj lasten paviljon. In mislim, da lahko že po prvih dneh rečemo, da je bila ta odločitev absolutno pravilna. Predstavitev Slovenije na razstavi Expo je odlična priložnost za krepitev mednarodnega sodelovanja in da svetovni javnosti pokažemo naše znanje, inovativnost ter energijo. Le kdo o pogledu na slovenski paviljon najprej ne pomisli na zeleno. Tolikokrat smo to povedali, da nam tega po tem paviljonu ne bo potrebno več govoriti. Zelena simbolizira Slovenijo, slovensko naravo in pa slovensko gospodarstvo. Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ni le izbira več, ampak je obveza za našo prihodnost. Za prehod v višjo gospodarsko rast, nove poslovne modele, trge, delovna mesta in tehnološki razvoj. Prepričan sem, da se tega dobro zavedate prav vsi predstavniki podjetij, ki se tu predstavljate. In veseli me, da bo prisotnost slovenskih podjetij največja v zgodovini vseh udeležb slovenskih podjetij na razstavah Expa.
Dovolite mi tudi, da izpostavim še naš najnovejši pionirski projekt. Slovenija je prva država na svetu, ki bo za promocijo dosežkov gospodarstva in turističnih destinacij izdelala svoje digitalne spominke v obliki nezamenljivih žetonov. Ti so širše znani kot NFT ali pa NFT žetoni. To zbirko digitalnih 3D eksponatov bodo obiskovalci prejeli brezplačno ob obisku našega paviljona in naj povem, da smo najavo NFT-jev naredili v digitalnem središču Slovenije, ki je 6-mesečni projekt slovenskega predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Najbolj perspektivni razstavljavci digitalnega središča, to je pomembno, pa bodo svojo vsebino obogatili tudi tukajšnji paviljon sredi decembra. Vabim vas, da si to digitalno središče ogledate tudi sami, virtualno ali v živo. Spoštovani, dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem, ki ste pomagali in pomagate pri realizaciji projekta Expo. Prepričan sem, da nobenega obiskovalca tukaj ne bomo pustili ravnodušnega in v tem futurističnem okolju je moj optimizem, da nam bodo skupaj uspeli zastavljeni cilji in to so resničen zelen in pa digitalen prehod. Ta optimizem je lahko na tem temelju toliko večji. Hvala in veliko uspeha pri nadaljnjem delu in tkanju novih partnerstev. Slovenija gre samo še naprej. Hvala. Zdaj pa lepo vabim gospoda ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in generalnega komisarja Slovenije za Expo Matica Vovka, da prerežeta trak in uradno odpreta naš paviljon. Slovenski paviljon je zdaj tudi uradno odprt. Dobrih 32 ur na njem že sprejemamo obiskovalce in z njimi delimo vse, na kar smo prav zares ponosni. Podobe naše narave, dosežke naših izjemnih rojakov. Naš paviljon, ki bo pol leta dom slovenstva v Dubaju, je izjemno okolje za nova partnerstva. Za vezi, ki se bodo čez čas odražale v otipljivih kazalnikih gospodarskega sodelovanja, obisku naših turističnih draguljev, predvsem pa v manj otipljivih, zato pa neprecenljivih prijateljstvih med ljudmi in skupnostmi. V imenu ekipe, ki bo prihodnjih 6 mesecev skrbela za gostoljubje na slovenskem paviljonu na Expo 2020, se vam iz srca zahvaljujem, ker ste z nami in ker ste se odzvali povabilu, da na naš pristen slovenski način proslavimo začetek čudovite in upamo, da nepozabne zgodbe. Hvala.